Pokanje marsikoga moti. Ampak jaz pa uživam, ko gledam rakete na nočnem prazničnem nebu. Ne? Seveda pa jih morajo v zrak spuščati tisti, ki se na to razumejo, ne? Strokovnjaki. Živa, otroci! Živa, prišel sem, seveda. Prišel sem, da ti pomagam pred strahom in pred paniko in... Panike? Kakšne panike? Ja, paniko pred ognjemeti, pred pokanjem, pred petardami, a veš? No, saj ne rečem, da so mi všeč, ampak panika, s tem ima težave breskvi. Kje pa je breskvica? Doma. Doma? Ja, pa pojmo k njej domov. No, Pepe, kaj boš naredil glede te težave? Ognjemet za novo leto bo. Ne bodo ga prestavili ali odpovedali, veš? Predlagaš beg, napad, skrivanje. Veš kaj, skrivanje ni rešitev. S težavami se moramo soočiti. A ja, si prepričan? Dober primer pogumnega soočenja s težavami vseh vrst sem jaz, a ribič Pepe. Saj se ničesar ne bojim, nič me ne prestraši, vedno ohranim mirne živce in... Panika? Panika? Kaj se je zgodilo? Bežim, saj lahko le tako idem pred velikim, strašnim pokom. Kaj je bilo pa to? Ne vem, nekdo je vrgel petardo. Potem, ko sem jaz strahopetno bežal pred pokanjem, se je Gaja vrnila iz šole. Pepe, kaj delaš tu? Išli da pa v šole. Torej, ne vem, kje pa sploh sem? Kako kje? Ti sem doma jaz in Briskica stanovljava tu. A ja, to tista breskvica, ki se boji ognjemetov, ali kaj? Ne tako hudo kot ti. Kdo pa pravi, da se jaz bojim? Si, sploh se ti ni dalo staviti. Namesto da bi pomagal, si ušel in pozabil na svoj Pepe-mobil. Saj res! Hej, moj Pepe-mobil! Moj Pepe-mobil! Tudi vi mislite, da me po nepotrebnem skrbi za moj srebrni avto? No, ta zagotovo varno stoji parkiran v garaži, kjer me nepremično in zvesto čaka, kaj ne? Gaja, nazaj moram Pepe-mobila, ne morem pustiti kar tam. Je kaj pa breskvi? Pa dobro, no, ta tvoja sošolka bo pač počakala še kakšno urco in... Saj breskvi nimajo sošolka. Ja, no, ta tvoja sestrca, mamica, babica, karkoli že je, no. Pepe, naj ti predstavim breskvi. Medtem, ko se jaz spoznavam z Breski, pa moj Pepe-mobil mirno sameva z ugasnenim motorjem, kaj ne? Boxer, a ti sploh veš, kje Gaj živi? Pa malo bolj počasi, da ne bo počilo. Ja, in to ne bo petarda. A ti sploh imaš vozniško? Ne bi rekel. Končno smo vsi zbrani pri Gaji doma. Mačka? Breskvica, ki se tako boji ognjemetov, sploh ni otrok, ampak je mačka? Ja, a nisi vedel? Ja, ne. A vi ste vedeli? Ja, seveda. Zakaj pa je taka plešasta? No, hočem reči, brez dlake? Briskica je pasma svinga in ti nimajo dlake. No, gospodična Breskvica, veste, danes zvečer je ognjemet in jaz sem vam prišel pomagati, veste? Do takrat je še nekaj časa. A ja, ti, Anže, a ti tudi misliš tisto, kar jaz mislim? Mislim, da misli. Mislim, da vsi skupaj mislimo, da je zdajle čas za ples. S problemom pokanja se bomo ukvarjali, ko se stemni, torej čez nekaj ur. Do takrat pa bomo urco narisali, zapeli in zaplesali. Ne verjameš? Poglej, vse je pripravljeno za veseli koncert in glasbeno uspešnico z naslovom Urca Tik-taka. Gremo! Poglej, kako ta urca tik-taka, njena pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Poglej, kako ta urca tik-taka, njena pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo,
kot se vrti naš modri planet. Sliši se sekunda vsaka, urca šteje vsak korak. Nič ne tarna, nič ne čaka, strun dostopa kot vojak. Poglej, kako ta urca tik-taka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Poglej, kako ta urca tik-taka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Sliši se sekunda vsaka, urca šteje vsak korak. Nič ne tarna, nič ne čaka, strun dostopa kot vojak. Poglej, kako ta urca tik-taka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. La 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 la. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Ognjemet, ja. Stemnilo se je in kmalu so nočno nebo razsvetlile hrupne rakete, ki se jih hišni ljubljenčki tako zelo bojijo. To velja tudi za muco Breskvico. Ampak ribič Pepe ne bi bil ribič Pepe, če ne bi našel rešitve za njeno težavo. Gajina babica živi v podeželski hišici, ki stoji na samem, in tam lahko vsi skupaj preživimo mirno in spokojno noč. A ti tudi še vedno misliš, da pokanje in petarde in rakete lahko zelo pokvarijo praznike? Seveda, saj veš, straši živali. No, vem, vse vem. Kako pa to lahko rešimo? Pomagati jim moramo, tako da ne mečemo petard. Super ideja. Pač ne mečemo in ne delamo hrupa, a ne? Ali pa tako, da umaknemo tiste, ki jih moti, da se stran umaknemo od hrupa. Če te kaj skrbi, pokliči na Ton telefon, ful se fajn.